Zdravim načinom življenja in zdravo prehrano lahko v nosečnosti v bistvu naredimo največ za svojega otroka. Tiste ženske, ki se že prehranjujejo zdravo, bodo hrano samo majčkeno prilagodile, tiste, ki pa živijo nezdravo in se nezdravo prehranjujejo, pa bodo morale dieto prilagoditi oziroma pričeti jesti zdravo. V nosečnosti potrebujemo nekoliko več proteinov, naše potrebe so nekoliko povečane, tudi kalorično, nekoliko več mineralov, vitaminov, vendar ne smemo jesti količinsko toliko več, čeprav jemo za 2 ali nekatere celo za 3, vendar moramo izboljšati kvaliteto prehrane. Na potek nosečnosti zelo vpliva telesna teža, in sicer telesna teža ob zanositvi. Tiste, ki so predebele, imajo povečano tveganje za nosečnostne zaplete, za slab potek nosečnosti in za zaplete ob porodu. Oziramo se v bistvu na indeks telesne mase. Indeks telesne mase izračunamo tako, da telesno težo v kilogramih delimo s telesno višino na kvadrat, seveda v metrih. Pomembno je seveda tudi, koliko teže pridobimo v nosečnosti, in glede na začetno težo vam bomo priporočali različno pridobitev teže. Od 11 do 16 kg naj se zredijo tiste, ki so normalno prehranjene, predebele nekoliko manj in presuhe nekoliko več. Ne glede na težo ob zanositvi pa hujšanje v nosečnosti odsvetujemo. Poleg pridobivanja teže smo v nosečnosti pozorni tudi na pravilen vnos vitaminov in mineralov zaradi povečanih potreb za pravilen razvoj ploda. Svetujemo jemanje folne kisline 400 mikrogramov vsaj en mesec pred zanositvijo in pa prve 3 mesece po porodu zaradi preprečevanja nepravilnosti v razvoju živčevja. Pomemben je tudi povečan vnos kalcija, sicer se topijo vaše kosti, zaloge iz telesa se porabljajo, pride tudi do težav z zobmi. Povečane so potrebe po železu, tako da včasih vam zdravnik predpiše železo v obliki tablet in seveda svetuje se povečan vnos proteinov in drugih hranil. Svetujemo, da ustrezen vnos vitaminov vnašate z ustrezno prehrano. Če seveda to ne gre, lahko uživate vitaminske dodatke. Seveda pa moramo biti previdni pri maščobotopnih vitaminih, to so vitamini A, D in E, ki se lahko v telesu kopičijo in seveda škodujejo razvoju ploda. V nosečnosti se izogibamo hrani, ki vsebuje potencialno veliko bakterij. To so lahko kakšni oporečni sladoledi, smetane, ki niso primerno hlajene. Odsvetujemo uživanje morskih sadežev zaradi številnih bakterij, ki jih lahko vsebujejo, in pa težkih kovin. Zato odsvetujemo tudi ribe iz konca prehranjevalne verige, iz onesnaženih morij, izogibajmo se preveliki količini tune. Odsvetujemo tudi uživanje mesa surovega, na primer tatarski biftek, slabo oprane zelenjave iz vrtov, kjer se nahajajo mačke, ki jih ne poznamo, zaradi možnosti okužbe s toksoplazmo gondi. Pozorni bodimo tudi pri uživanju surovih jajc, ki lahko vsebujejo salmonelo, mlečnih izdelkih, surovemu mleku, ki lahko vsebuje listerijo, in pa seveda paštetam se tudi ponavadi izogibamo. Najbolje je, da uživamo meso, katerega struktura se dobro vidi. Ni treba posebej poudarjati, da se v nosečnosti izogibamo škodljivim substancam, kot so droge, nepotrebna zdravila, nikotinu, alkoholu, seveda kave pijemo manj, lahko pa največ 2 skodelici na dan.